Covid nas je soočil z novo realnostjo, cel svet. Pri tem se poslanstvo knjižnic ni spremenilo. Zelo pa so se spremenili načini, kako ostajamo v stiku s svojimi uporabniki. In ta veliki izziv smo pri nas dobro premagovali, vendarle pa več glav več ve, zato smo se v okviru projekta Erasmus Plus povezali s partnerji, s knjižnico z Češke, iz kraja Prahatice in s knjižnico iz Ignaline, iz Litve. In tako skupaj iščemo nove poti v tej novi realnosti. Přeji dobrý večer a jsem velice ráda, že můžu hovořit z rodného domu Jana Nepomuka Neumanna u nás v Prachaticích. Jak vypadají digitální technologie u nás v České republice a v Prachaticích u seniorů? Před covidovou dobou seniori jenom minimálně začali používat digitální technologie ke komunikaci se svými známými a příbuznými. V době covidové se ukázalo, že je nesmírně důležité v této oblasti začít vzdělávat nejenom seniory, ale i dospělou populaci. Díky tomuto projektu by se dalo říct, že naši seniori, zejména po jejich zájezdu a vzdělání v Litvě, začali sami chtít a více nás kontaktovat, aby mohli tyto technologie ve svém životě dobře používat. Labai svarbu šiais laikais, ypač COVID laikotarpiu, gerai valdyti kompiuterį. Tai vienas iš mums atvertų langų ir galimybių bendrauti. Būtent COVID laikotarpiu bibliotekininkai buvo pasiruošę ir pirmieji išbandė naujoves, teikdami įvairiausias paslaugas nuotoliniu būdu. Skaitydami knygas, siųsdami žinutes, transliuodami įvairias laidas, diskusijas, diskutuodami. Taigi, kompiuterinės technologijos yra neatsiejamos nuo mūsų gyvenimo ir būtent nuo bibliotekinės veiklos. Spolupráce s knihovnou nebo s veřejností je velmi důležitá proto, aby ten domov nezůstal uzavřený, ale aby jsme se otevřeli všem lidem a zájmům. A spolupráce s knihovnou je báječná v tom nejen proto, že si senior může z knihovny vybrat sám svou knížku, ale že také díky kulturním programům, které pro nás knihovna nebo pro seniory připravuje, je takovou sociální součástí a spoluprací s veřejností a to, že nejsme uzavřeni těmto aktivitám. COVID-19 je nepričakovano prispel v naš kraj zelo hitro. Čez noč so se zaprle kulturne ustanove, šole, občina, kar pomeni tudi naša knjižnica. Nekaj časa nismo vedeli, kam to pelje. Smo pa dobivali precej klicev od naših uporabnikov, kam naj dajo knjige nazaj, kako lahko vrnejo, ali si lahko kaj sposodijo ali ne. In tako smo v zelo kratkem času omogočili izposojo čez okno. Ljudje so bili sprva malce prestrašeni, ampak v nekaj tednih so se navadili izposojo čez okno. Vsi mi, zaposleni in pa naši uporabniki, smo bili zelo prestrašeni in smo eni in drugi potrebovali pogovor. Tako da ljudje mogoče včasih niti niso prišli si po knjigo ali kakršnokoli drugo gradivo, ampak na pogovor. The story can help more than giving advices. Because if you give advices, it creates pressure to person. But if you share the story,
story will speak to heart to the person. So it's much more better. And those workers knows the stories, and they have a perfect position to just that's a hard story of your. I feel, hey, that's good book which is really recommended for you because there are answers, not through me. So to be a guide, that's the way. To be a guide who can help really through stories, and you can share it, you can express it, or you can invite the book, the story is there. Zgodbe torej lepšajo življenje, ali Stories Make Life Better, kakor smo poimenovali naš Erasmus Plus projekt. V okviru tega projekta iščemo nove poti do uporabnikov in načine, kako z zgodbami lepšamo življenje. Zelo smo veseli in zelo v pričakovanju čakamo, ko se nam bodo kmalu v Šmarju pri Jelšah pridružili naši partnerji iz Češke in Litve.